AMZS idealna linija je spremljala Tima Gajserja in Jana Pancarja na 3 latvijskih dirkah za svetovno prvenstvo v motokrosu. Slovenski voznik kartinga Maj Sadar je zastopal Slovenijo na dirki FIA Academy Trophy v italijanski Adriji. AMZS, center varne vožnje na Vranskem, je pripravil tečaj dinamične vožnje z najuspešnejšim slovenskim voznikom rallija Andrejem Jerebom. Glejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski avtomotošport. Po več kot 5 mesecih so se v Latviji znova srečali najboljši motokrosisti sveta. Kegums je bil prizorišče kar 3 dirk svetovnega prvenstva v le tednu dni. In na vseh 3 sta Slovenijo z licenco AMZS zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP Tim Gajser je s prvo preizkušnjo po dolgem premoru, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa, opravil v slogu prvih 2, na katerih je osvojil 2. mesto. Trdi treningi, ki jih je večino opravil na mehki podlagi v Podravini, so se obnesli in mu dali občutek, s katerim je dobil prvo vožnjo. V drugi pa se mu je žal primerila napaka, zaradi katere je skozi cilj pripeljal 5. Vseeno je bil z 2. mestom na zmagovalnih stopničkah za Glenom Koldenhofom zadovoljen. Zelo motiviran je bil v razredu MX2 tudi Jan Pancar, ki je prav tako pilil formo na mehki podlagi kot Gajser. Prva vožnja se mu ni išla po željah, saj je ciljno črto prečkal na 24. mestu. V drugi pa je iz sebe in motorja iztisnil vse, kar je lahko, ter ujel 20. mesto, ter 2. točko v skupnem seštevku. Sicer pa se je zmage veselil Tom Vial. Oba Slovenca sta z izkušnjo prve dirke komaj čakala sredino preizkušnjo, a ta se jima ni posrečila. Gajser se je že na štartu zapletel v padec enega od sotekmovalcev, nato nadaljeval in lovil izgubljeno, a po seriji napak v 12. krogu zapeljal v bokse in končal dirko. V drugo vožnjo se je odločno pognal popraviti zamujeno, vendar višje od 5. mesta mu ni uspelo poseči. Zmage se je tokrat veselil litovski as Arminas Jasikonis. Jan Pancar v šibkejšem razredu MX2 prav tako ni imel svojega dne. V prvi vožnji je ciljno črto prečkal 27. V drugi pa se znova ni znašel in je celo odstopil. Zmage se je sicer veselil Jago Gerc. Trilogijo latvijskih dirk za svetovno prvenstvo v Kegumsu sta slovenska predstavnika končala z različnimi občutki. Gajserju se je prva vožnja iztekla po njegovih željah in jo je prepričljivo dobil, saj je vodil od štarta do cilja. Prvo vožnjo sem bil zelo zadovoljen. Vožnja je bila res čista, res sem se zelo dobro počutil na motorju. Tudi drugi štart je Gajserju uspel, potem pa Je bil Jeffrey zelo agresiven, sem ga dejansko, kako bi temu rekel, spustil naprej, potem sem za njim vozil. Res je pritiskal in pač jaz sem mu lahko sledil. Gajser je potem storil napako in prehitela sta ga Antonio Cairoli in tudi Arminas Jasikonis. 3 kroge, 4 kroge sem rabil, da sem prišel nazaj v ritem. Potem sem pa začel spet dobro voziti, prišel čisto na kolo Jasikonisa, tudi pripravljal že napad. Potem je pa motor zgasnil, glavni motor ni več štel. Smola je Gajserju preprečila morda celo skupno zmago na dirki, ki jo je dobil Jeffrey Herlings. Nizozemec ima zdaj v skupnem seštevku 46 točk prednosti pred slovenskim šampionom, ki je na koncu pristal na 8. mestu. Bistveno bolj zadovoljen je bil Jan Pancar, ki je v razredu MX2 v obeh vožnjah zanesljivo prišel do točk. V prvi je bil 17., v drugi pa še mesto višje, kar je lep obet za nadaljevanje sezone. Zmago v tej kategoriji je sicer vknjižil Jago Gerc, drugi pa je bil Tom Vial. Prav med Belgijcem in Francozom se bo najbrž odvijala ostra bitka za naslov svetovnega prvaka. Italijanska Adria je bila prizorišče prve karting preizkušnje sezone za FIA Academy Trophy, v katerem je Slovenijo zastopal Maj Sadar. Letos se je prvenstvo začelo malo kasneje, kot je bilo sprva planirano. V bistvu dirka je tekala pod strogimi ukrepi, tako da smo veseli, da se je v bistvu
tekmovanje sploh razpletlo. To je edinstveno tekmovanje, v katerem se med seboj merijo najbolj nadarjeni vozniki kartinga med 11. in 14. letom. Vsi pa imajo enake pogoje, ne glede na finančne zmožnosti, kar pomeni, da se vsi vozijo z enakimi pogonskimi agregati, šasijami in gumami. Prvotno 46 prijavljenih dirkačev, ki bo na koncu na štartu 32. Slovenija je že drugi zapored zastopal Maj Sadar. Tokrat so tekmovalcem nagajale visoke temperature, ki so oteževale nastope dirkačev. Bojo potrebi so neke maske, drugače bo pa zanimivo neka nova izkušnja. Meni je bilo všeč. Skozi kvalifikacije se je Sadar prebil do 27. štartnega položaja, na koncu pa je finalno dirko končal na 18. mestu. Malo samo sreče, jih je par izpadel, drugače pa v redu. Po težkem začetku tekmovanja se je lepo stopnjeval formo in se je odrezal zelo dobro, predvsem v finalu, dosegel lep rezultat. To je lepa popotnica za ostali dve tekmovanji, ki sta razporedni v septembru in oktobru. Plani so, da bom prišel na top 15 v finalu. Druga dirka sezone je predvidena v belgijskem Genku, zadnja pa znova v Italiji, in sicer v Lonatu. AMZS center varne vožnje na Vranskem je sodoben objekt, na katerem so možne številne dejavnosti. Dirkači v različnih panogah ga seveda najraje preizkušajo na dirkah, namenjen pa je tudi drugim aktivnostim. Ta poligon na Vranskem je čudovit objekt, na katerega smo Slovenci res lahko ponosni. Je celo eden najlepših v Evropi in omogoča veliko priložnosti za vsakašno znanje. Ena od dejavnosti, za katero vlada veliko zanimanje, je tudi tečaj dinamične vožnje. Program je namenjen predvsem vsem tistim, ki imajo neko zanimanje do dinamične, morda celo dirkaške vožnje, pa do sedaj niso imeli priložnosti to preizkusiti. Sem malo navdušenec nad avtomobilskim športom, namreč športne avtomobile, pa sem se mislil, da bi bilo zelo dobro, da preden se pač res podaš v ta svet, da dobiš neko izkušnjo na nekem varnem poligonu. Varnost je na prvem mestu, na drugem pa. Najbolj me je pretegnilo to, da znanje v avtomobilizmu nikoli ni dovolj, svoje znanje vedno hočem nadgrajevati, zato bom verjetno se tukaj tudi še kdaj ustavil. Prosim, fokusirajte se. Tele, tam popoldne želite res izkoristiti. Pred mesecem sem bil na driftu tukaj, danes sem tukaj na dinamični vožnji. Razlika med dinamično vožnjo je predvsem v tem, da je dirkanje del športa in seveda poteka v zato prilagojenih pogojih, torej zaprtih cestah ali pa dirkališčih. Lani sem bil kot sovoznik na reliju in me je zagrabil. Medtem ko je dinamična vožnja, nadgradnja običajne vožnje, seveda pri čemer ne smemo tvegati in povzročati dodatne nevarnosti. Udeleženci tokratnega tečaja so imeli malce bolj zahtevne razmere na poligonu. Samega straha ni bilo, tudi glede na to, da je pač bil danes dež. Verjemite mi, da je pravilen položaj, osnova imamo tudi kasneje pač pravi. Malo je bilo prisotno strahu, predvsem zaradi dežja, saj sem v preteklosti že imel v dežju določene probleme. Zaviranje naj bo odločno, ne cimpanje. Ne mi zavirati sredi ovinka. Definitivno so bili neki pomisliki o mokri stezi, ampak po parih krogih, ko vidiš, da gume držijo, pol kar do konca. Idealna linija, največkrat je povezana z dirkaškim športom. Adrenalin. Moraš biti za volanom vedno suveren, ne glede na situacijo, ali je to daš, ali je to sneg, ali je to pač suha podlaga. Seveda je to enostavno govoriti, v praksi smo videli, kaj se dogaja. Torej, kot rečeno, vedno se osredotočiti na to. Na koncu se mi zdi, da je stvar izpadla bolje, kot sem pričakoval. Pozitivne izkušnje bodo vsem v veliko pomoč na cesti v vsakdanjem življenju.
Booster je čisto dobrodošel za vse, tudi kdo, ki se boji, mogoče ni takšna hitrost, da bi te bilo strah, ampak je bolj obvladovanje avtomobila, no? Mogoče malo bolj hitrejši vodi, ki si je lahko privoščil. V mojih začetkih nisem imel te sreče, pa te možnosti, da bi se karkoli posebej učil, ampak sem bil na nek način samouk. Malo zdaj tega sem tega bolj spogledal s kakšnim dirkanjem pa avtomobilskim športom. Naučil sem se, da mislim, da bomo v prihodnosti, če pride do določenih kriznih situacij, reagiral hitreje, kot sem do zdaj. Vsaka izkušnja, vsako teoretično in praktično znanje je seveda dobrodošlo, to bomo rekel, nadgradi to znanje, te veščine, ki so potrebne za to, da nekdo obvladuje recimo avtomobil. In prav to je bistvo tečaja, da z njega odideš z znanjem, ki ga lahko uporabiš v praksi in te spravi iz morebitne zagate. V soboto 22. avgusta bo vransko prizorišče druge dirke državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 23. avgusta pa se bodo prav tako na Vranskem za točke državnega prvenstva merili tudi vozniki minimota na skuterjih v mini-GP-ju in supermotu. Na motorju vedno iščem idealno linijo, AMZS jo pa že ima. Spremljajte motošportno oddajo in delite jo z drugimi.